Frekvenca X. Radijski laboratorij na valovih znanosti. Dober dan, tukaj Maja Ratej, dobrodošli v tokratni epizodi Frekvence X, za katero sem nedavno dobila idejo o prebiranju knjige It's all in your head, v prevodu Vse je v tvoji glavi, britanske nevrologinje Suzanne O'Sullivan. V njej med drugim opiše zgodbo ženske Pauline, ki je na sredini svojih 20 let. Pauline, nekoč povsem zdrava in aktivna mlada ženska, se že 12 let bori z nepojasnjeno boleznijo, ki se je začela s ponavljajočimi se okužbami sečil in postopoma prerasla v kronične bolečine in utrujenost. Kljub številnim hospitalizacijam in obsežnim preiskavam, zdravniki niso našli dokončne diagnoze, zaradi česar je ujeta v začaran krog negotovosti in slabšanja zdravstvenega stanja. Zdaj, pri 27 letih, je znova v bolnišnici, potem ko je doživela več napadov, podobnih epileptičnim. Preplavljata jo strah in frustracija, sprašuje se, ali bo kdo kdaj odkril resnico o njenem zdravju. Noč pred odpustom iz bolnišnice Pauline zagrozi, da si bo vzela življenje, kar zahteva nujno psihiatrično posredovanje. Ko ji nevrologinja pove, da so njeni napadi posledica spremenjene komunikacije v živčevju in da so njeni možgani strukturno povsem normalni, napadi prenehajo. Ta obrat je prinesel drobec upanja, če bi Pauline in njena družina lahko sprejeli drugačno razumevanje njene bolezni, bi morda končno lahko začela okrevati. Pauline je med drugim trpela za izgubo zavesti, ki je podobna epileptičnim napadom, a ko so merili aktivnost v njenih možganih med napadi, so ti delovali povsem normalno. Pravzaprav obstaja zelo širok spekter simptomov, ko se oseba lahko srečuje tudi s hudo oviranostjo, zdravniški pregledi in preiskave pa ne pokažejo nič posebnega. Taki ljudje tako romajo od specialista do specialista, povsem mogoče pa je, da jih povezuje tako imenovana funkcijska nevrološka motnja, mi je pojasnil nevrolog v ljubljanskem kliničnem centru Rok Berlot. Funkcijska nevrološka motnja se lahko kaže kot motnje gibanja, lahko kot kognitivna motnja, lahko kot spremenjene zaznave v telesu, lahko sprememba govora, lahko tudi kot napadi, ki spominjajo na motnjo zavesti. Tako da res gre za raznoliko področje. Ker preiskave ne pokažejo vzroka za bolnikove težave, so taki ljudje pogosto deležni napotkov, da je z njimi vse v redu, da naj le zmanjšajo stres in da je veliko v glavi. A bolniki čutijo, da ni tako, da si svojih težav ne izmišljujejo. Svojo zgodbo je za našo oddajo delil Nikolaj Jeffs, profesor na Univerzi na Primorskem, intelektualec in avtor številnih esejev. Prvi simptomi so bili strašna utrujenost in imel sem bolečine v desni rami, na kar so se te bolečine začele razširjati po celem telesu. In pa sem šel skozi kup pregledov za te bolečine in nikoli nisem našel razloga. Zdaj si tam, ta zadnjič, ko sem šel v napravo za skeniranje, v ta CAT scan, sem si tako prav želel, če bi našel en majhen tumor pod površjem kosti, da bi ga lahko odstranil vsaj nekaj, da ne bi okoli od zdravnikov do zdravnikov hodil s kupom izvidov, ki pa v bistvu nič ne pokažejo, ker to je najhujše, ker v bistvu in nima kaj pokazati funkcijska nevrološka motnja, ker ne gre za organsko okvaro na možganih, ne gre za okvaro na relaciji med tem, kako možgani komunicirajo z živci in obratno. Se pravi, zelo težko je razumeti, da mi nič ni, če pa ne morem hoditi. In če ne morem otroka v vrtec speljati, in če ne morem službo, in če ne morem poskrbeti za gospodinjske stvari, zelo težko je potem razložiti to družinskim članom, delodajalcu, in je to, da je vse v glavi lahko en dodaten dejavnik, ki sigurno je to vzdrževalni dejavnik motnje. Zelo pogosto je tako, da prednje je pacient s funkcijsko nevrološko motnjo prišel do nevrologa, ki mu je to motnjo obrazložil, se je že srečal s 5 ali pa 10 drugimi zdravstvenimi delavci, ki so mu rekli, vse vam nič ni, vse v redu, vse normalno, vse je samo stres, psiha. Tako to so take zelo poenostavljene razlage, ki pacientu ne pomagajo. Klinična psihologinja Helena Lukan in nevrolog Rok Berlot, ki ste jo ravno slišali, delujeta na ljubljanski nevrološki kliniki. Dnevno srečujeta bolnike, kot je Nikolaj Jeffs.
Težavo predstavlja, da se v njihovi zdravstveni obravnavi izvaja veliko različnih preiskav za izključevanje različnih možnih ogrožajočih vzrokov, ki pa ne vodijo do postavitve diagnoze. Marsikdaj pa se bolnikovih težav, posebej ob normalnih izvidih preiskav, ne vzame resno. Rok Berlot in Helena Lukan poudarjata, da je izraz vse je v glavi lahko škodljiv in da ga je treba natančno razčleniti, saj da je lahko v ozadju pogostokrat funkcijska nevrološka motnja, ki jo postavljamo v ospredje v tokratni oddaji in za katero najbrž mnogi, tako kot jaz, do danes še niste slišali. Morda tudi zato, ker je izraz relativno nov in ki se mu je skozi zgodovino nadevalo najrazličnejša drugačna poimenovanja, od uročenosti do histerije. Napadi, ki lahko spominjajo na epileptične, so danes zelo podobni, kot so starejši, stoletje in več stari opisi. Tudi iz antike imamo opise simptomov in znakov, iz katerih jasno prepoznamo vzorce, s katerimi se srečujemo tudi danes. Naš pogled na to področje pa se je skozi čas zelo spreminjal. V oddaljeni preteklosti so, tako kot pri nekaterih drugih nevroloških boleznih, ki jih niso razumeli, pripisovali velik pomen nadnaravnega ali pa neko uročenost iskali pri pacientih z funkcijsko nevrološko motnjo, pa tudi z drugimi nevrološkimi boleznimi. Izraz histerija, s katerim se še vedno včasih srečujemo, izvira iz grške besede za maternico. Takrat so menili, da maternica potuje po telesu, pritiska na nekatere dele našega telesa, na nekatere notranje organe in to sproža simptome, ki si jih niso znali pojasniti drugače. Nekje v drugi polovici 19. stoletja se pa je zgodil en premik v razumevanju. Videli so skladne vzorce pri obravnavi pacientov z funkcijskimi nevrološkimi motnjami in Jean-Martin Charcot, ki ga imamo za enega od očetov nevrologije, je začel postavljati nekatere skupne imenovalce in iskati mehanizme pri pacientih s takrat imenovano histerijo. Njegov učenec je bil avstrijski nevrolog Sigmund Freud, ki je to misel razvijal dalje in na osnovi tega osnoval koncept psihoanalize, ki ima velik vpliv še danes. Kasneje so se z temi motnjami srečevali v drugih okoliščinah, recimo tudi v sklopu motenj po travmah Prve svetovne vojne, ki so jih doživljali tisti, ki so imeli traumatične izkušnje. Sčasoma je v ospredje vse bolj prihajala psihološka komponenta in ta psihodinamska razlaga motnje. V zadnjih desetletjih pa smo izraz psihogene motnje začeli opuščati. Raje govorimo o funkcijskih nevroloških motnjah. To pa zaradi tega, ker tako kot pri drugih boleznih, tudi tukaj gre za biopsihosocialni model zdravja in tako biološki dejavniki kot psihološki dejavniki in socialni dejavniki se vpletajo v izraženost. Tudi v klasični literaturi lahko srečate številne like, ki nakazujejo na možnost psihičnega stanja in telesnega počutja značilno za funkcijsko nevrološko motnjo. Berlot omeni čarobno goro Thomasa Manna. Tudi lik v Bratih Karamazovih v določenih potezah ustreza funkcijski nevrološki motnji. Taka bi lahko bila, če špekuliramo, tudi prijateljica deklice Heidi, Klara, ki na obisku v gorah čudežno shodi brez vozička. Seveda pa nihče od navedenih ni imel sodobne nevrološke obravnave, na podlagi katere bi jim postavili diagnozo funkcijske nevrološke motnje. Kakšna je pravzaprav povezava te motnje s psihosomatskimi boleznimi, vprašam klinično psihologinjo Heleno Lukan. Če bi probali tako zelo grobo deliti, bi rekli, da so psihosomatske motnje, to je širši pojem, tiste telesne bolezni, ki imajo neko znano telesno osnovo. Ampak pri njih je psihološki dejavnik vseeno pomemben v razvoju ali pa pri nastopu ali pa potem pri vzdrževanju motnje. Recimo astma se lahko poslabša ob psihičnih dejavnikih. Potem je en drug pojem, ki se mu reče somatoformne. Se pravi, ta beseda pomeni, da psihične vsebine vplivajo na razvoj kot edini vzrok. Potem imamo pa star izraz psihogene, za katere se misli, da so pač posledica nekih psiholoških težav, pri motnjah, za katere ni znan nek telesni vzrok oziroma etiologija ni pojasnjena. Zdaj,
ta termin se opušča, ne, in ga nadomešča izraz funkcijske nevrološke motnje, ampak to nista sinonima, ne, ker tukaj pri funkcijskih nevroloških motnjah gre predvsem za ta poudarek, to je nekak ateoretski termin. Vemo, da gre za motnjo v delovanju živčevja, brez da bi šlo za strukturne okvare. X. Kot pojasni nevrolog Berlot, si lahko motnjo predstavljamo kot šum v delovanju živčevja, kot nekakšnega hrošča v programski in ne strojni opremi, kot napako softvera in ne hardvera torej. Zato običajna diagnostika ne pokaže nič sumljivega. Gre za spremenjeno komunikacijo v možganih. Ne gre torej za strukturno okvaro. Vsi deli možganov, ki sodelujejo v izvajanju giba, so strukturno ohranjeni. Vendar pa se spremeni njihov vzorec aktivacije. Tu pride do nekega šuma med povratnimi informacijami, ki jih možgani nenehno dobivajo ob izvajanju giba, in možgani kot kontrolorjem, kot dirigentom orkestra našega telesa in možgani kot izvajalcem, ki sprožijo aktivnost, ki na to rezultira v gibu. Kadar tukaj pride do motnje v sporazumevanju med temi zelo raznolikimi deli našega živčevja, ki sodelujejo v izvedbi giba, lahko nastopi motnja. V snovanju oddaje sem se pogovarjala tudi z britanskim nevrologom Johnom Stonom, ki velja za svetovno avtoriteto na področju funkcijske nevrološke motnje. Prav za to področje je v Edinburgu zasnoval tudi posebno kliniko. With the advent of functional imaging, so ability to see the functioning of the brain. S prihodom funkcijskega slikanja možganov, torej z možnosti opazovanja delovanja možganov, smo ugotovili, da pri tej motnji ni prizadeto neko določeno možgansko območje, temveč da gre za nepravilnosti v omrežjih v možganih. Eno od tovrstnih najpomembnejših omrežij je povezano z občutkom avtonomnega nadzora, torej s tem, da se oseba zaveda, da nekaj počne sama. Pri funkcijski nevrološki motnji ta omrežja ne delujejo pravilno, kar sovpada z opisi pacientov, da neko dejanje navzven lahko deluje kot prostovoljno dejanje, vendar ga oseba doživlja kot neprostovoljno. Obstajajo tudi druga omrežja, povezana s pozornostjo, čustvi in nadzorom gibanja, ki lahko prav tako ne delujejo pravilno. Emotion, motor control that are also going wrong. Essentially, the software of the brain is going wrong in FND. Omenili ste, da ko se pojavijo simptomi, kakšni simptomi pa se pojavijo pri vas? Simptomi, tukaj imam en checklist, se pravi, moji simptomi so občutek, da me noge ne nosijo. Nekaj časa sem imel simptom fotofobije, se pravi strah pred svetlobo, nisem mogel ven, brez sončnih očal, nisem mogel filma gledati, tako da sem bil, če sem šel slučajno v kino, sem bil kot kakšen dealer s kokainom iz New Yorka, ne sončnimi očali tam. Potem seveda težave z govorom, imam težave občasne s koordinacijo ali pa z ravnotežjem. Potem so te vzgibki po noč bili, ko imaš občutek, kot da te stresa elektrika in te meče po posteli. Bolezen se mi je začela na levi strani, da sem imel tremorje, zdaj imam na desni strani. Občutek tudi mravljincev v desni roki, tako da v bistvu tipkam ali pa pišem s veliko bolečino. Imam tudi komorbidnost z depresijo. In pa seveda ena stvar, ki pa za to bolezen zelo značilna in se je treba obvarovati, je pa tisto, kar v strokovni literaturi pravijo boom and bust periods, se pravi, v obdobju booma sem poln elana in lahko obljubim neke projekte ali pa vse zastavim, kar možem, potem pa nekako kraširam. Ko se pa te simptomi pojavijo skupaj z anksioznostjo in ko se pojavijo vse naenkrat, takrat jaz temu rečem, da imam orkester FNM-ja, da je orkester nastopil, in to lahko traja kar nekaj časa, ampak ga vedno premagam. Sogovornik Nikolaj Jeffs, ki je leta 2019 doživel prve simptome, je na intervju prišel s tresavico v rokah in nogah, oprijemal se je sten in me opozoril, da lahko pade. Če rečem, da sem padel po tleh, to je še ena moja tak specialni simptom, da padam po tleh. Tako si jaz tudi s temi padci, si jaz tudi laično
Razlagam to bolezen v smislu, da možgani rečejo, naredi 2 koraka naprej, živci pa to prevedejo v usedi se in potem med podnese dobesedno. Kako pa si vi razlagate, da je to srečalo ravno vas? Ne vem, imate kakšne predispozicije za to? Kaj je botrovalo, da se je to sprožilo pri vas? Predispozicij imam veliko, imam določene travme iz otroštva, sem bil žrtev intimno-partnerskega nasilja, sem bil tudi kot otrok ugrabljen s strani enega starša, ki mi potem onemogočala stik z drugim staršem. Dejansko sem bil iztrošen, preveč sem delal in se nisem pazil, sem padel v en nori ritem dela, tako da to bi bile te predispozicije, ne. S tem smo se znašli pri vprašanju, kaj sproža to motnjo in kaj jo pozneje vzdržuje. Nevrolog Rok Berlot in klinična psihologinja Helena Lukan. Med glavnimi dejavniki tveganja za razvoj funkcijske nevrološke motnje je zanimiva druga nevrološka bolezen. Lahko spremenjeno delovanje živčevja zaradi Parkinsonove bolezni, multiple skleroze ali pa druge diagnoze, lahko pa že izkušnja bolezni in oviranosti. Zelo pogosta je kombinacija, da ima nekdo nevrološko bolezen, pa hkrati funkcijsko nadgradnjo, se pravi, da so simptomi posledica kombinacije 2 stanj. Med dejavniki, ki predstavljajo tveganje za pojav funkcijske nevrološke motnje, sodijo tudi nekatere težke travmatične izkušnje v preteklosti. Nekoliko pogostejše so pri ženskem spolu, tudi težke socioekonomske okoliščine recimo predstavljajo dejavnik tveganja za razvoj motnje. Potem pa dejavnike, ki motnjo sprožijo. Zakaj se v določenem času pri nekom pojavlja prav ta motnja? To so lahko včasih tudi malenkosti, lahko neka manjša poškodba, lahko nek poseg, lahko tudi virusna okužba. Zelo pogosto virusna okužba ali pa kako drugo infekcijsko bolenje predstavlja dejavnik, ki je povzročil, da se je ta motnja sprožila. No in potem imamo tukaj še paleto dejavnikov, ki motnjo vzdržujejo. To so pa lahko težke socioekonomske okoliščine spet, v katerih se je lahko pacient znašel tudi zaradi oviranosti, težav z zmožnostjo, dolgotrajnimi bolniškimi staleži. Sem lahko sodi tudi komorbidna razpoloženjska simptomatika, če ni ustrezno naslovljena. Pa zelo pomembno, skrb, da gre za nekaj drugega, strah, da gre za ogrožajoče obolenje, nesprejemanje diagnoze, funkcijske motnje ali pa da ta diagnoza sploh ni bila ustrezno postavljena. Klinične slike seveda zelo redko so monosimptomatske. Se pravi, ljudje mogoče se začne z enim simptomom, ampak zelo hitro se ta simptom slabša in zelo hitro se mu pridružijo drugi. Tako da imajo lahko več simptomov motenj gibanja, potem imajo pogosto zraven bolečine, neke kognitivne motnje, se pravi težave na miselnem področju, motnje spanja. Se pravi, redko je klinična slika prav čista, mogoče še na začetku. Pa se ta recimo simptomatika pokaže iznenada ali to počasi se gradi, kuha in potem naenkrat nekako se malo bolj izkristalizira? V večini primerov se pojavi nenadno. Čeprav to potem kasneje v terapiji ugotavljam, da je pogosto so bile neke stvari že prej, pa mogoče niso bile prepoznane kot funkcijska motnja in so minile, ko so se neke okoliščine uredile in se potem pojavijo malo hujši obliki spet v neki naslednji obremenitvi. Doslej smo torej opisali, kaj vse so lahko simptomi funkcijske nevrološke motnje, zakaj vse so jo zamenjevali v zgodovini, zakaj standardne preiskave pri njej običajno ničesar ne pokažejo, kaj jo sproža in kaj ohranja. Ključno pri tem pa je, pravita pravkar slišana sogovornika, da taka oseba čim prej dobi diagnozo. Zelo dobra pozitivna napovednika sta nižja starost ob nastopu motnje, pa to, da bolnik čim prej dobi diagnozo. A veste, če se zdaj pogovarjava, kakšni so poteki, kakšne so prognoze, velikokrat je lahko to že zelo zgodaj, v recimo urah po nastopu težave, če se postavi diagnoza, se odvrne skrb, se pacienta pomiri,
se lahko stanje izboljša. Če pa traja leta, desetletja do postavitve diagnoze, pa se je funkcioniranje pacienta v domačem okolju že toliko spremenilo, da je velikokrat težko, da bi prišlo do preprostega, hitrega okrevanja. Kako pa nevrologi pravzaprav postavijo diagnozo? Moj sogovornik pravi, da lovijo tako imenovane nekonsistentnosti. Recimo, če bi zdaj imel tukaj pacienta, ki bi ne bi mogel z nogo pritisniti proti tlom, ko sedi v stolu, ko je poskusil dvigniti, jo zlahka premagam njegov upor, oziroma upora sploh ni. Potem pa pacientu rečem, naj se osredotoči na tole nogo, ne? Naj drugo nogo dvigne. In takrat, ko so pozornost, govorimo o podzavestnem procesu, v smeri semle, pa se zaradi nekih načinov delovanja možganov razvije tudi napetost v tej nogi in hkrati desne noge ni več mogoče premagati. To lahko izkoristim kot moment, da pacientu rečem, poglejte, kako je zdaj ta noga močna. A vidite, medtem ko ste levo nogo dvigovali, je ta desna, ki je bila prej šibka, pa je ne morem več dvigati. To pacient spozna, vidi, da lahko razvije moč in to lahko izkoristimo za neko obrazložitev, da gre za funkcijsko motnjo, da gre za spremenjeno delovanje živčevja in da je pravzaprav nek potencial za ustrezen razvoj mišične moči ustrezen. In preko tega lahko hitri naslovitvi simptoma, ustrezni postavitvi diagnoze in obrazložitvi diagnoze je tudi prognoza zelo dobra. Glede tega, da pa motnja izveni, pa lahko rečem, da imamo velikokrat zelo dramatične prezentacije. Nekomu odpove noga, ne more jo gibati, ne more jo premakniti, ne more hoditi. Takrat recimo ob nekem nenadnem nastopu sumimo na možgansko kap. Pa pacienta pregledamo, mu da opravimo nujne preiskave, pa vidimo, da ne gre za to. Če takrat naredimo še ta dodatni korak, da se vprašamo, kaj pa je tukaj okvara, če pokažemo to neko nekonsistentnost v funkcioniranju, lahko pacientu to demonstriramo in tak pacient lahko odkoraka iz urgentne ambulante. Podobno postopajo tudi pri nekom s kognitivnimi motnjami, ki jih s klinično-psihološkimi preizkusi potrdijo ali pa ne potrdijo, navadno pa odkrijejo značilne nekonsistentnosti. Oseba se na primer med pregledom pri preizkusu spomina odreže slabo, hkrati pa v nadaljevanju razgovora gladko postreže številnimi spominskimi podrobnostmi iz soočanja z boleznijo. Kadar bolniki pri sebi opažajo kognitivne motnje, ki se na preizkusih ne potrdijo, je na delu eden od mehanizmov funkcijske kognitivne motnje. Zdaj pravijo, da gre za napako metakognicije. Se pravi, metakognicija je sposobnost ocene lastnega mišljenja. In zaradi teh napak in zaradi te pozornosti nase, ki se postopno razvije, še intenzivneje opažajo pa doživljajo te motnje, ki se jim dogajajo, zaradi tega so bolj vznemirjeni in seveda to povzroči nove motnje. In tako se pri njih ustvarja en tak začaran krog. Pri tem je nujno čim prej prekiniti negativno povratno zanko, ko lahko stiska zaradi nerazumevanja, strah pred boleznijo in neustrezna diagnoza bolnika potiskajo le še globlje in globlje v brezno nemoči. Nujna je pravočasna postavitev prave diagnoze in timska terapevtska obravnava, kjer poleg nevrologa in psihologa sodelujejo tudi drugi strokovnjaki, odvisno od narave motnje. To so lahko še fizioterapevt, delovni terapevt, logoped, psihiater ali zdravniki drugih specialnosti. Hitra in ustrezna obravnava prispeva k dobri prognozi. V takih primerih lahko simptome celo popolnoma odpravijo. Dokazana je učinkovitost različnih psihoterapevtskih modalitet, kot posebej učinkovita pa se kaže kognitivno-vedenska terapija. Ciljamo recimo vzdrževalne dejavnike, ne? To pomeni vse tiste stvari, s katerimi se je bolnik že prilagodil. Izogibanja nekim aktivnostim, ki jih ne more izvajati, neke varovalne dejavnike. Recimo bolniki z funkcijsko vrtoglavico pogosto hodijo tako, da se varujejo, da se oprijemajo predmetov. Eni se sploh pri delu izogibajo temu, da bi vstajali, da bi hodili po hodnikih, recimo v službi in tako. In to so vse te stvari, ki vzdržujejo motnjo, ne. Ali pa recimo družine lahko v dobri veri vzpostavijo neke načine, ki bi naj bolniku pomagale, ampak imajo lahko obraten učinek, ne.
Tako da mi ciljamo na te vzdrževalne dejavnike, tudi na simptom. Recimo pri funkcijskih motnjah te terapije so zelo učinkovite zato, ker opremijo pacienta zato, da spozna, kaj so sprožilci napadov. Vsak bolnik se nauči prepoznavati, kaj se zgodi malo pred napadom in potem, da se usvojijo neke tehnike, s katerimi lahko ustavijo napad, ko bi se ta že začel. Pomembno je pa tudi, da se naslovi komorbidnost. Tle je ogromno reaktivne depresivnosti, velike anksioznih motenj, včasih je tudi posttravmatska stresna motnja komorbidna ali kot en del pomemben pri nastanku same motnje. Veliko je tudi nekih posebnosti v osebnostnem funkcioniranju, ki ne grejo pacientu na roko. Da je vse v glavi, ja. Po eni strani se sliši kot neka strašna obsodba, ne? Po drugi strani je pa veliko lažje tudi v tej bolezni tako premišljati, zato ker tukaj pa kognitivno-vedenska terapija dejansko pomaga, ne? Da se vi soočite s simptomi, da vas ni. Mene bilo od začetka strašno sram, ker sem imel vse te simptome, ne? In potem sem padel v sram in občutke obupa, občutke, da sem loser totalen in tako naprej. Imel sem tudi disociativne motnje, občutek, da recimo, da me ni tukaj, da me ni v tem času in prostoru, da sem čist nekje drugje ali pa ko sem imel težave s hojo, sem si tako naredil samo terapijo, da sem ogromno hodil. Ne, in sem se tako nekako privadil, da sem si te težave s hojo nekako odpravil. Ko sem imel težave z govorom, sem imel privatne lekcije iz solopetja. In potem je nekega dne moja učiteljica solopetja, ki je izjemno nadarjena in genialna, rekla, da moram v teh problemih, ki jih imam, recimo kognitivnih, moram gledati, ker jaz sem skozi govoril, da imam občutek, da sem možgane izgubil. In mi je rekla, da ne smem tako na to gledati, ampak da naj gledam bolj, kot da so dela na cesti. Se pravi, nek del je zaenkrat malček zaprt in je dotok informacij v eno pa drugo stvar malce okrnjen in ta dela na cesti se bo nekega dne končala in bo ta dotok prost. Zdaj, to govorim laično, to so pač moje osebne razlage tega, ki mi pa zelo pomagajo. I think we've had a lot of advances in treatment. We've got large randomized controlled trials showing that both. Po mnenju Johna Stona, ki je bolezen začel preučevati v 90. letih prejšnjega stoletja, smo v zadnjem obdobju precej napredovali pri zdravljenju. In terms of numbers, but we think there are around 50 to 100,000 people. Na podlagi raziskav ocenjujemo, da je v Združenem kraljestvu od 50 do 100 tisoč oseb s funkcijsko-nevrološko motnjo, kar je veliko več kot pri nekaterih bolj znanih boleznih, kot so multipla skleroza ali možganski tumori. Ta motnja je ena od najpogostejših nevroloških bolezni. I think we've got a lot more mileage in better rehabilitation. So we're still really exploring that. We're still coming up with new. Še vedno raziskujemo, kako izboljšati rehabilitacijo. Razvijamo nove ideje za fizioterapijo, delovno terapijo, raziskujemo električno stimulacijo možganov ter uporabo navidezne resničnosti pri zdravljenju. V teku so tudi raziskave učinka digitalne in pa psihedelične terapije, vendar moramo biti pri slednji zelo previdni. Veliko je še prostora za napredek. I think we've got to be very careful there, but that might be promising. Digital therapies. So there's lots of areas where we can make progress, I think. Omenili smo že biološke in pa psihične faktorje, ki lahko vplivajo na vznik te motnje. Zanimivo pa je, da obstajajo tudi socialni faktorji. We've seen, for example, during the pandemic, there was a rise in teenage girls presenting with tics as part of FND. V pandemiji smo opazili porast primerov tikov pri najstniških dekletih kot del funkcijske nevrološke motnje, kar je verjetno povezano s tako imenovano socialno nalezljivostjo. Če ima nekdo rahlo nagnjenost k tikom in vidi druge s tikom na družbenih omrežjih, se mu simptomi lahko okrepijo. Simptomi motnje so podobni po vsem svetu, vendar se interpretacija razlikuje. V ruralnih delih Pakistana ali Afrike lahko osebo s funkcionalnim napadom odpeljajo k vraču, ki bi jo lahko razglasil za obsedeno. A če pogledamo same simptome, način, kako se oseba premika ali kako ima zaprte oči, vidimo enake vzorce kot pri mojih pacientih na Škotskem.
Danes že omenjena avtorica Suzanne O'Sullivan je v svoji drugi knjigi Sleeping Beauties raziskovala tudi nekatere skrivnostne bolezni, ki se kažejo v socialnem kontekstu nekega omejenega območja in bi lahko bile funkcijske motnje. Od stanja, podobnega komi, v katerega so na Švedskem zapadali otroci migrantov, pa do skupnosti v Nikaragvi, ki slovijo po nenavadnih nevroloških simptomih. Nepojasnjen je tudi primer diplomatov na Kubi, ki so množično poročali o nevroloških težavah. In kako nenazadnje, če zelo špekuliramo, razumeti trnulčico. Psihosomatske in funkcijske motnje so lahko po mnenju Suzanne O'Sullivan celo telesni odraz družbene problematike in omogočajo ljudem brez glasu, da povedo svojo zgodbo in so edino tako slišani. Tako, pri koncu smo in če strnemo, bi si funkcijsko-nevrološko motnjo lahko narisali kot nekakšnega hrošča v programski opremi našega živčevja. Res, da smo v oddaji opisali nekaj resnih simptomov in da lahko tovrstna motnja ljudem pomembno zmanjša kakovost življenja, prav tako kot druge nevrološke motnje s tem, ko poseže v njihovo zmožnost gibanja, pomnjenja in tako naprej. A najbrž tovrstne kratke stike v živčevju v zelo mili obliki, kdaj pa kdaj izkušamo prav vsi. Športniki, ko na primer postanejo pozorni na sicer avtomatizirano gibanje in se s tem slabše odrežejo, ali vsi mi, ko skušamo naenkrat hoteno nadzirati vožnjo ali parkiranje avtomobila, rezultat pa je, to najbrž poznate, slabši. Če bi temu posvečali vse več pozornosti, bi to vplivalo na kakovost, na primer naše vožnje ali parkiranja. In prav zato je potrebno bolniku s funkcijsko-nevrološko motnjo pomagati, da se čim prej vrne k vsakdanjemu funkcioniranju in ne pustiti, da motnja vpliva na vse vidike vsakdana. Glede na to, kako so te motnje nepoznane, ti bolniki mnogokrat nimajo ravno ugodne pozicije pri vračanju na delo. Ne. Je pa zelo pomembno, da je to vračanje na delo, se pravi, da se zgodi čim prej nekako v poteku zdravljenja, ampak da se to zgodi zelo postopno. Tisto, kar je najtežje sprejeti, je to, da se bolnik vrača na delo nezdrav. Se pravi, tukaj ni tako, ko bom zdrav, bom šel delati, ker mogoče zdrav ne bo nikoli več. Zdravel bo pa na delu, ne? Se pravi, živel, ko se bo vračal nazaj v svoje obveznosti, ampak to pomeni, da bo moral svoje delovno mesto mogoče prilagoditi, da bo moral svoje kriterije prilagoditi, da se bo moral pogajati z delodajalcem, ker so ti bolniki res v stiski. Ne? Zato pa je to pomembno, da dobijo diagnozo, da je to diagnoza, ki ima svojo kodo. Jaz sem sicer zelo močan zagovornik destigmatizacije v tem smislu, da govoriš o svoji stigmi, zato sem danes tudi v tem studiu, ne? Da je to edini način, da prosvetljuješ v bistvu neko širše občinstvo v svojem stanju. Ob bolezni, kaj radi še počnete? Kaj vam recimo barva vsak dan? Barva vsak dan, ja. Ljubezen do glasbe, gotovo zdaj z bolezni je prinesla tudi marsikaj dobrega. Ne. Šel sem skozi vsa ta stanja žalovanja, ki jih Kubler-Ross opisuje, ne, se pravi od jeze, zanikanja, depresije, barantanja do nekega sprejetja. Tekom te frustracije, da imam to anhedonijo do strokovnega ali pa znanstvenega branja in pisanja, sem pa začel pisati poezijo. Spomladi bo išla moja prva pesniška zbirka, tako rekoč. Nikolaj Jeffs, ki so mu leta 2021 postavili diagnozo danes obravnavane motnje, za konec poudarja, da morajo osebe, ki trpijo za njo, ostati avtonomne in samostojne in da naj ne izgubijo upanja. Raziskave napredujejo, obstajajo tudi skupine za samopomoč. Tokratno oddajo sem pripravila Maja Ratej, moji gostje pa so bili klinična psihologinja Helena Lukan in nevrolog Rok Berlot iz Nevrološke klinike na UKC Ljubljana, nevrolog John Stone z Univerze v Edinburgu in Nikolaj Jeffs. Bral je Igor Velše. Prihodnjič pa vas k poslušanju vabita Ajda Kus in strokovna sodelavka Zarja Muršič. Te dni lovita zanimive zvoke, saj jo zanima vloga zvoka ali stojkosonifikacije v znanosti. Več pa poveste sami. Eden od najinih sogovornikov bo Urban Pompe, predavatelj v izobraževalnem centru za jedrsko tehnologijo, ki nam bo razložil, kako zvok uporabljamo za zaznavanje radioaktivnosti.
No, zdaj bomo prižgali Geigerjev števec in že slišimo neke zvočne signale, neke take pokce, ki se tu pa tam pojavljajo. Kaj so ti pokci? Ta Geigerjev števec zdaj meri radioaktivnost naravnega okolja. In ti pokci predstavljajo trenutke, ko radioaktivni delec oziroma delec radioaktivnega sevanja oziroma bolj natančno ionizirajočega sevanja vstopi v Geigerjev števec. In vsakič, ko zazna tak posamezen delec, slišimo ta zvočni signal. To je to. Rdeča nit oddaje bo torej zvok znanosti. Ugotavljali bomo, kako lahko prevajanje znanstvenih podatkov v zvok pomaga pri njihovem razumevanju, ter katere vse informacije nosi oziroma lahko nosi zvok. Toliko torej za danes, pazite nase, ne iztrošite se in če ste tudi sami kdaj pri sebi opazili simptome v kontekstu, o kakršnem smo govorili v oddaji, zdaj veste, kaj vse so možnosti. Lepo se imejte in pozdrav do prihodnjič. Frekvenca X. Radijski laboratorij na valovih znanosti.